Res imajo v tegelcu za rože, za šipe pomiva tega. Z Janom sva tako zmenjena, da jaz natankam, on pa zmer šipe spuca na vsaki postojanki. Prvi zaplet na teli pumpi, koliko smo dali litrov, no 70, ok, ampak ne moreš s kartice plačati, itak ni evrov, tako da joj, res smo na Balkanu že. Jan je šel vzad v špajzo po sendviče. Oziroma ne, jogurt pa hrenovke v testu zdajle imela. Pa Žiga, če tole gledaš, obljubim, da bom posesal avto. Kaj ga nazaj pripeljem. Daj pokaž, pa ima bufet za don. Hrenovka v testu s sirom. S sirom. Ta herbari na šip. Jan je že na delu. Evo, po 10 urah so prišla v hotel v Makedonijo. Tlele bova spala, pa jutri zjutraj naprej. Moram reči, kar super cesta. Tako, ni bilo nič tako zelo, da bi bil človek utrujen. Dola, tole je pa zelo grandiozno. Kako pa to zdaj dela? Kopalnica. Dobro, takole kao malo marmorja. Loj, to postelj pa več, ki smo jih naročili. Ura je pol 11, tako da grejo zdaj provat kakšne makarončke stisniti. Je nekaj topoga. Danes v bistvu že cel dan sendviče jeva, sva pa dobila le nekaj še za malico za sabo. Ampak Jan malo slab žbere, tako da mu njegova poj še nariše zraven, da lahko pogleda, kva ujedo. En model je optiko zafrknil na školkle, lej to luft pa kokle čez gleda. Daj odpri. Lej to. Desť so jih bor mašino potegnil, ki je školko zategnil. Dobro, da je vrata upasal, da ne rabimo čez zavese hoditi. Ej to, jaz lahko roka gledam med tem kaserje. Lahko ti pokažem status mojega dreka. Dobrote hotelske se ne nehajo. Pač, model, tle ni koutra. To je brisača, stari. Jan ima pa en firank še čez. Tle, ne vem, tamle zavise dol. Jaz ne vem, a je to za pokrit, a je to pač za obrisat. Marbico pa že za uspatole nama naštimal, da imava zjutraj za k bazenu. Zdaj pa mislim, da je čas, da vam jaz razložim zgodbo, kako sem do tega avta prišel, pa kaj sploh je to za en avto, kva gremo iskat. Ok, damo predolg zavlačeval, iskat gremo Forda Focusa RS-a Mark I. To je v bistvu bila prva generacija Ford Focus RS-a in moj je letnik 2003. Narejenih jih je bilo 4501 in vsak ima svojo številko tako označeno noter pri menjalniku. Pol teh je bilo narejenih za britanski trg, se pravi je dobrih 2200. To pomeni, da je dobrih 2000 primerkov bilo za Evropo, se pravi z levim volanom. Približno pol od tega je že zbitih pa zgnil. Tako da, po mojem mnenju, je tam okoli 1000 do 1500 primerkov teh avtov še z levim volanom na svetu sploh. V tem avtu je bila na voljo samo ena barva in to je Imperial Blue, ki je meni osebno zelo lepa barva. Gre pa za 2.0 turbo motor, 4 cilindri, spredi pogon. Je pa ta avto zelo zanimiv, ker je v bistvu od navadenega Focusa, pač te generacije, je samo ene 20 ali pa 30% delov na tem avtu. Se pravi, ene deli armaturke, vrata pa streha. Vse ostalo, widebody, motor, feltne roke, vse je bilo narejeno ekskluzivno za RS-a. Kar je pa meni še bolj ljubo, je pa to, da jaz sem v bistvu okoli teh let odraščal, jaz sem bil tle star okrog 8, 9, 10 let in jaz sem že takrat občudoval Rayleigh in takrat je dominiral Colin McRae. In ta avto ima še eno posebno zgodbo, ker je v bistvu
Colin McRae takrat prestopil iz Subaruja k Fordu in je vozil, ne točno tega, ampak v bistvu ta model Focusa RS-a, seveda za VRC, ampak tudi Colin McRae je pomagal pri razvoju tega avta. Ta avto so pa naredili sam zato, da so lahko dirkali v railiju. Tako da meni je predvsem všeč zgodba tega avta. Novi avti mi sploh niso všeč, tako da ko sem videl tega za res dobro ceno, sem vedel, da ga moram kupiti. Sicer je zelo daleč, približno 1700 km, se bova z Janom peljala po njega v eno smer, tako da tole je kar huda. Včeraj sva naredila 10 ur vožnje, danes nas čaka še 7, pa isti dan obrneva pa pičeva nazaj. Moram vam pa še to povedati, kako sem v bistvu prišel do tega avta, je tako, da sva šla z Janjo lih en vikend na morje, se pravi po dolgem času sem imel 2 dni fraj in seveda ona je šla popoldne malo počivati, sem šel pa gledati malo rabljene avtomobile in do ta cajt, ko se je zbudila, sem jaz ta avto že najdel in model opisal, če je še na prodaj. In polka sem ji pokazal, kako zgleda ta avto, ni v bistvu mogla razumeti, zakaj bi si kdo želel sploh ta avto, ker pač noter, dajmo priznati, je grd kot pes, ampak meni je pač všeč, ki je tako tak malo retro vibe. Zadnjih 150-200 km ni bilo pumpe na avtocesti, tako da sva mogla dol zaviti. In zdaj sva prišla v eno vas, ki imajo šel, ampak rekle s konji okoli hodijo. Da malo lih pauzo v Janu vzeti v špajzu, skočil po sendviče, da bomo po pot pomalčala zdajle, ki imava še kar konkretne 4 ure. Jaz sem mislil, da imava danes tako 400-500 km, ampak se je izkazalo, da imava dobrih 7 ur, zdaj pa še neka zapora avtoceste, tako da bova konkretno čez 8 ur vozila. Ob avtocestah ni pump, oziroma midva jo še nisva videla, no. Tako da zadnje 200 km ni bilo nobene. Ja, tako da tale trip postaja daljši, kakor smo planirali, ampak nič hudega. Avto je prištiman, Ilija mi je že poslal fotko, tako da jaz se res že veselim, da čez par ur prvič v živo vidim svoj nov, v bistvu star avto. Avtocesto so zaprli in Google Maps zdaj klepelu po bližanci, ki prideš direkt na avtocesto na drugo stran. To je cesta. Ja, ti bližanca. Hudo. Upam, da ni to spet ena od onih Google Maps for, ki te pelje tako po poteh za pešce. Bomo videli zdajle. So te kadri po pot. Malo birola pa to. Obala. Ajde, gremo. Tale most je pa zdaj pokazatelj, da smo res že blizu, ker v bistvu gremo samo še čez, pa tjale in tamle nekje je avto lociran. Zdajle sva dobre pol urice stran, jaz sem že toliko excited. Malo imamo slabšo vreme danes, ampak nič hudega. To Hyundai Motorsport. Toyota GR. Majster! Glej to, z Nizozemske, Gazoo Racing Team. Hudo! Ok, mi smo kle. Jaz bom avto kar tlele sparkiral. O, vidim ga! A si ga videl? Yep. I'm not so excited. Yeah, I can imagine. Oh, it's so nice. Unfortunately, it rained Yeah. a couple of hours before. Oh, it's okay. Probably will rain again on the trailer, so...
ima pa hud zvok. Nice. Yeah, I see this is aftermarket, right? Yeah. Originally, the car has a water to air charge cooler, Okay. but for Greek climates and warm weather, I changed it to air. Okay. Perfect. Okay, Turn contact. the ignition. You have to press this button. Seats are really good. Yeah, I like it. only changed the Alcantara bits here. Yeah, because they wear off. Yeah. And the car is warm because I take it outside here. Ah, cool. So That's so cool. The suspension is really good. yeah, and it's the original one. Wow. That's so cool. You have a really nice road here. You can see in the early days here was a special stage of WRC Rally Acropolis. Yeah. Oh wow. So now we changed to high boost. Let me see. This is low boost. This is low boost, yeah. You can spot the difference in high boost. Weird. It's way more aggressive. Yeah. Školjk je pa dober. Skoraj bolj uživaš, kot s trojko. Res. Pet počas. Pet rekord. V redu je, kar pet. Počas. Aj že? Dober si. You put it also in front now? I don't think we're gonna need it. We'll try. Kar pet. Let me put it also. Yeah. I'll get the other side. The splitter. Go. Dobro. Sam naravnost. No, that's fine. Just drive over. Wait. Ja. Da se malo na kljuko teža usede, a veš? Kar pet. Je že. Kar pet še malo dol na sred, kar pet. Še malo. Dobar je. Ja, to je to. Evo, avto kupljen pa naložen, za danes sva se pa odločila, da kar prespiva nekje v bližini. Najdla sva ful lep hotel, ampak pot do tja je pa postajala skozi bolj vprašljiva. Pač, jaz res upam, da naj Google Maps danes ne zafrkne.
Ker tlele midva novo obrnila, pa fokus je vzad že naložen na parkoli, le te serpentine, stari. Fuck. Dobar, da je 4x4, da je pa Aero 4x4, tole pa zdajle fez prav pride. Ale kje se mi vozimo, stari. Hotel je pa tamle gor, po moje. Kjer pa razgled. Stari, no, po celemu dnevu zapletov, truda, živcev, fokus je z nami, pa jaz še nisem videl lepšega razgleda. Da morava pozvoniti, po moje. Ups. Daj pa iti pozvoniti. Še nisem v takem hotelu stal, le zdaj ta room tour, majster. Pustimo zdaj kopalnice, pa posle, pa vse je ful lepo pa to. Zdaj, BAM! Glej to, bazen, svoj access, svoj sunbed, razgled, moderna sončen zahod. To je najna terasa. Ja, z bazenom. No, to pa je reward za konc dneva. Pazi to, zajtrke a la carte. Ja. In prineseš papir, kaj bi rad jedel in ga samo daš tja in ti vse prinese. Tudi to se mi še ni zgodilo. That's a first. Wow. Zdaj smo pa za štart naročila hobotnico. Zgleda res dober. Take it away. Probaj. A je? To pa sonce že malo zahaja, tako da so zdaj lučke v bazenu pržgali. Z Janom sva se sprašvala, če sva šla slučajno s fokusom en krog, pa sva se zaletela, pa sva zdaj v nebesih. Modelenskih lepšega še nisem videl v življenju, kva je to? Zdaj pa za grande finale še en proper steak, neka omakca, leto. Majster. Life je dober. Zdaj mora z Janom izpolniti tale vprašalnik za zajtrk. Tole bi sam rad pokazal, ker že pri mleku imamo precej opcij, se pravi full fat, low fat, almond, soj pa oat. Zame je mlek, jaz ne vem, kaj je to za hudič. Zdaj pa glede na to, da imamo kle bazen, pa res lep razgled, mislim, da je edini prav, da se to tudi pokoristi. Sicer to pomeni, da bova mogla malo dlje po noč voziti do doma, ampak če se enkrat toliko delač v Grčiji, bi bilo škoda, da ne bi še malo uživali. Voda je bila lih idealna, ampak imela sva lih 15 minut časa na bazenu, preden sva mogla odriniti. Še preden sva pa štartala, je bil pa čas za zajtrk. Trdivca na jajce. Evo, 700 km je že za nami in zdajle zapuščava Grčijo in nadaljujeva pot čez Makedonijo, pa pol Srbijo, Hrvaško, pa pol Slovenijo. Tako da evo, še 1000 km je pred nami, ampak nič skrbeti, v tem vlogu bomo tudi Florjana prvič pelali. Refček bomo naredili, noter vam bomo vse pokazal, ampak najprej moramo priti domov, pa da vas nam zdaj s tem dolgočasu. Se vidimo kar, ko pridemo dam, pa ko bomo zložili avto s parkolce. Majster, kva se je kle zgodil? Mislim, da se bo od doma javila naslednjič, ampak je bil zaplet na makedonski meji, ker tranzitni papiri za Evropo pač valjda niso pač enaki, to razumem. Ampak so rekli, da ne, da rabijo še posebej garancijo, da se ne bova ustavljala ali pa da ne bova zložila avta v Makedoniji, pa ga tam prodala.
Tako, zdaj sva zgubila kle na makedonski meji 1 uro, ampak za 30 € sva dobila papir. Tako da zdaj greva lahko čez Makedonijo, potem pa obstaja možnost zapleta še na srbski meji, ampak bomo videli. Zdaj, koliko bojo komplicirali. Ta prvo nam je hotel računati 300 €, to Ja. perspektiv. Ta prvo je rekel, ja, 300 € in to je to. Sem rekel, ni šans, raje se čez Bulgarijo dan pelem. Tako da zdaj ne morajo pa baje še zvagati. Tako da to, da si kupaš avto v tujini, nisem vedel, da je tak zaplet. Ampak je pa siguren en tak zabaven spomin. Mi da so prišla zdaj na mejo z Albanijo in Srbijo. Prideva na mejo, pokaževa dokument in reče, to mi tle nimam ok, morate čez tovorni terminal. In so nam poslali nazaj čez mejo in čist nazaj v vrsto s vsemi tovornjaki, ki jih je pa pred nama zdajle ene 50 in bova čakala. Tle tovornjakarji pravijo, siguran ene 2 ure, samo zato, da pokaževa ta fucking list. Pol rabva novega spet za Srbijo, tako da bova še tam siguran 1 uro zgubila. Pa vprašanje pol, kva bo na srbski meji. Tako da, če se kdo kaj taga gre, priporočam, da greste čez Evropsko unijo, tako da Bolgarija, Romunija pa gor, ker midva, ki sva šla tle dol čez iste države, pa sva rekla, da greva po avto v Grčijo, noben ni upozoril na to, da je pač treba pol vse te zadeve dati skozi. Tako da ja, pač se učimo, ampak ne vem, kje bova še danes spala. Jaz sem se kar odločil, da začnem montirati vlog in mislim, da je cajt, da popnemo en Red Bullček, ker še zmer imava cilj, da danes prideva do Slovenije. Tako da tole bo obvezna oprema. Alright. No, povej. this shit again. Zdaj sva na makedonski strani, Yep. oziroma na srbski, sva zdaj dobila papirje po 2 urah, ker sva uletela do enega modela, ki ne vem, a je bil zadrugiran, a je bil pijan, ampak on tudi govoriti ni mogel. Vmes moj printer crknil in je tako 5 kartuš zamenjal. Oba printerja sta mu crknila. In tako sploh ni znal kartuše dati in pol papirja zmanjkalo in pol sreče en sosed tam prišel pa je rekel, pa model, kva ti delaš, daj tle fantom pomagi in zdaj sva se pravim zgubila, prišli smo ob 9, 2 ure pa pol. 2 ure pa pol. Pol polnoči je, midva imava pa še 7 ur pa pol do doma, tako da upava, da ne bo zdaj v Srbiji, pač na hrvaški meji s Srbijo preveč gužve. Ja. Zato, ker pač res ne bi, da nama še dodatne 2 ure podaljša. Model tok, kaj pa to Texas, to si pa res nisem mislil. Tudi tako, nobenega računa, če misliš, da boš Ne. računal, bo pozabil. Tako majster je rekel, ja, carina pa špedicija je 95. Ja. V Makedoniji je bila sam 30 sam špedicija, nič carine. Pač ko kaš na carina, model nič ne vem, ampak itak pač plačaš, daš cash, računa itak ni. Ja. Svašta. Pičimo dalje. Z Janom sva že 21, skoraj 22 ur na poti, šus brez postanka, vmes en spi, en voz. Zdajle sva prišla na mejo Srbija-Hrvaška. No, prišla sva že 20 do 5, ampak po, koliko je zdaj že 2 ure čakanja? Skoraj 2 ure čakanja, od pol 7 do pol 8 imajo pa pauzo za smeno oziroma jutranjo kavo. Tako da joy oh joy, čakamo zdaj še tukaj. Za vse tiste, ki boste imeli ful idej, kako bi bilo lažje,
V Grčiji je ful drugač s temi probnimi tablicami pa to in bi se proces zavlekel vsaj še 2 tedna, takrat pa mene skoraj cel mesec ni doma in pač ne bi mogel iti po avto, zato sem ga želel prej. Druga opcija je, da bi šel čez Bolgarijo pa Romunijo, kao po Evropski uniji, ampak tlele sem se malo s šoferji pogovarjal. Pa so rekli, da kar odsvetujejo, ker je shady, no, tako bom rekel. In je bila v bistvu edina opcija, da ali da pošljem tovornjak dol, pa pač ne spoznam lastnika, pa nikoli ne vidim avta, bom rekel, preden sem ga kupil, ali pa pač grem s prikolico dol, pogledam avto v miru, bom rekel, imam ta experience, naredim road trip in te spomini ti ostanejo za zmeri. Žal pa pač nismo predvideli, da bomo dodatnih 10 ur zapravili za carine. Ampak ja, nimaš kaj, izgleda je to del te poti, pa upam zdaj, da čim prej. Oni pokofetkajo, a ne? Uživaj zdaj tudi na normalnem terminalu. Po 9 urah na meji, ja, obrnili so me tam in smo mogla še enkrat čez carino, čeprav smo v Evropski uniji. Sva v Evropski uniji in Florian je doma, skoraj. Ne, še na meja je. Šel v Slovenijo, mora prijeti, ampak pazi to, 9 ur na meji, zato da je na koncu dal takle listek, klik sem ga dal zdajle na carini. Takle listek na roke napisan in pol je on rekel, dobro je, brate, ajde, čau. Modela me ti zajbavaš! Kukar je bedno čakati, sem pa zdajle izjemno presrečen, da šibamo končno proti domu. Še 300 kilometrov, pa se pa Florian prvič dotakne slovenske ceste. Florian je doma in pa prvič na slovensko cesto pade zdajle. Še odgurtnamo, pa zložimo. Glej to zdaj, trik. Takole v nosu se skriva za odpret havbo. Sam naravnost. Sam naravnost. Kar pet, tle imaš ful lufta. Kar pet. Počas pet. Kar pet. Tle se imem. Zdaj pet pa počas. Večka bolj desno, večka zgrzavi bolj tja. To ja. Ok, ravnej. Odlično, starti. Prva vožnja s Florianom. Kako poprede. Všeč nam je. Ok, gremo prva. Tunel. Model, kjer zvok. Pa na koncu skoraj. Ko to pršpona. Čisto dono. Kaj piše? 97 plus. Tole Florian ve kvaj dober. Stotko mu pa roščimo, mulo seveda. Floriana smo natankali, zdaj pa sam še žigal ga pajero, da operem, da mu ga vrnem, tako ka se zagre. Še preden gremo pa na prvo furo s Florianom, bi ti pa rad pokazal par stvari, ki so tako malo posebne, no. In nimajo neke logične razlage, ampak meni so zelo všeč. Lej, recimo, ko hočeš odpreti prtljažnika, ne, ni nobenega gumba, se pravi, to ni gumb, tukaj v spodi je pač sam plastika, tukaj pač ne moreš prtljažnika odpreti od ozuni, ampak moraš iti noter in tukaj je prav namenski gumb za odpreti prtljažnik. To pritisneš in on v bistvu sprosti zadnja vrata in potem
jih lahko odpreš. Zdaj ne vem, a so šparali na stroških ali na kilaži, ampak meni je to ful všeč, čeprav je ful neuporaben. Pa še par detajlov, ki jih je dobil samo RS, se pa skrivajo tukaj noter. Tale značka, ki jo dobi vsak Focus RS, narejenih jih je bilo 4500 in moj je številka 1141. Tudi tale karbon v notranjosti je ta prav karbon in je original. Aluminijasta prestavna ročica, tudi original. In pa aluminijasta original prestavna ročka od Sparkota, ne vem, kako se klele vidite, Sparko logo. Seveda pa tudi v kompletu Sparko zici. To pa zato, ker so tudi takrat Ford kot Rally ekipa uporabljali Sparko zice za svoje dirkalnike. Meni najljubši feature je pa ta, zdaj sicer nimam ključa kle, ampak dejansko daš kontakt na ključ, potem pa pritisneš tale gumb in to je v bistvu gumb za zagon motorja. To je en tak detajl, ki se mi zdi, da loči RS-a od vseh ostalih Focusov te generacije in bolj, ko se družim s tem avtom, bolj mi je všeč. No, zdaj pa čas, da gremo končno tale avto tudi probati na ta prave ceste in ga krstiti tako, ko se zagre, tako da šibimo zdaj kar na pokljuko. Prvi uvinkci. Kva mi je dober, kaj un old school turbo, ka spodi nič na grab, pa velika turbo odpira, bolj da je avto. Pa mehanska špera. Zaviješ, pohodiš not v vink. Majster, kva to grab, bej! Meni je tale avto toliko všeč, da je trenutno najljubši v moji zbirki. Florian doma in jaz mislim, da ne bi mogel imeti boljšega krsta, kakor da ga pripeljemo klele na pokljuko, ki so po mojem mnenju ene lepših cest. In tako, kot sem že rekel prej, jaz toliko uživam s tem avtom, vizualno je vsak mu itak po svoje, meni je vzuni pač hud, zato ker sem zmer spremljal Colin McRae era Rallyja in pač štekam, zakaj je tak dizajn. In zelo mi je všeč, ker so pač takrat ta avto naredili samo zato, ker so ga lahko, ne zato, da bi kjerkoli denarja zaslužil. Ti mi pa v komentar napiš, kako se tebi zdi Florian pod dodaten avto v mojo zbirko. Jaz se pa zdaj potrudim, da ga čim prej damo na tablice in da ga pripeljem pokazati na kakšen karmit, da ga lahko vidite v živo tudi vi. A ja, pa če kdo pozna še koga v Sloveniji, da ima ta avto, bi res rad zvedel, ker jaz mislim, da več kot 3 v Sloveniji ne obstajajo. Oj ga zub z bagetko. Svingo. Aj tiga, no. Vezan sem vam dolžen še soundcheck. Dajte tudi malo popoka. To je pa to za danes, pa se vidimo naslednjič. Ajde, čau.